No kaj, imaš namen sfokusirati ali ne? No? No? Evo, takole bo boljše. Tole je novi Ford Focus in v bistvu je kar hecno, da gre za delo istih ljudi, ker je nova Fiesta zelo podobna prejšnji, Focus pa je praktično neprepoznaven. Se vidi, da Ford tokrat cilja na bolj zahtevne evropske kupce. Njim je namenjena tudi nova notranjost. Ni tako zanimiva kot sem upal, je pa izdelava dobra, materiali so lepo mehki in armaturna plošča kljub velikemu številu stikal ergonomsko štima. Tudi občutka utesnjenosti ni, ker so stekla velika, no in prvič je nad mano tudi veliko panoramsko okno. Predalov in odlagalnih mest je bilo že prej veliko, zdaj jih je naravnost ogromno, zelo uporaben pa je tudi tale projekcijski zaslon, ki ga nujno izberite, ker prikazuje 1000 stvari, da bo vaš fokus lahko samo na cesti. V primerjavi s prejšnjim je novi Focus precej nižji in malenkost daljši, največ pa je dejansko zrasel med osema, kjer meter pokaže dodatnih 5 cm, česar bodo najbolj veseli potniki tule zadaj. Ampak vse skupaj na račun prtljažnika. So očitno Fordovci ugotovili, da večkrat potrebujete veliko prostora za potnike, kot pa za prtljago, zato prtljažnik meri samo 273 litrov, če boste izbrali ozvočenje B&O Play. Manjši od prejšnjega, celo od za razred manjše Fieste jih takšen sprejme 19 manj. Ampak nič za to, imajo ponudbi tudi karavana. Kjer je prejšnji Focus zaostajal za tekmeci, jih novi kar prekaša, se res vidi, da je zasnovan povsem na novo. In to je tudi prvi model z modrim ovalom tamle spredaj, ki omogoča drugo stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da zna sam zavirati in pospeševati, brez težav sam ohranja vozni pas, celo parkira sam. Skratka, pri tako opremljenem vam ne bo hudega. Pod pokrovom je nov 1,5 litrski turbodizel z 88 kW, torej 120 konjički. Pomoč je nekje v zlati sredini, zato potrebe po močnejšem ne vidim, ker je dovolj zmogljiv, je pa tudi precej glasen. Sploh zdaj, ko je zunaj hladno, je kar konkretno razglašen. Tudi to bi mu delno oprostil, če bi bila poraba saj potem dizelsko majhna, pa ni. Okrog 7 litrov pije, kar ni hvale vredno, zato bi sam izbral kar bencinski motor. No, po drugi strani pa lahko bolj priporočim nov 8-stopenjski samodejni menjalnik, sploh če se večino časa vozite umirjeno. Bliskovita prestavljanja so mu vseeno malce tuja, no je pa zanimiva že tale ročica menjalnika. Vse kaže na to, da želi biti Focus bolj splošno všečen in ne več tako dinamičen, zato sem se dejansko najbolj bal, da je izgubil tudi pri vozniški ostrini. Pa ni, precej trdo je nasajen in ovinke se zapodi z lahkoto, zato si upam ponoviti, da je vozniško gledano še vedno eden najboljših v razredu. Tale ima zadaj cenejšo poltogo opremo, pri močnejših pa je vsako kolo vpeto posamično, zato so tisti še boljši na cesti. In še ena stvar, prvič lahko izbiram med 3 programi vožnje, ampak med njimi ne vidim posebne razlike. Ko potegnem črto, se mi zdi, da je Ford tokrat izbral bolj varen pristop, ki pa ne razočara, če izberete pravo kombinacijo. Tale se mi je že zdela prava, dokler nisem pogledal cenik, kjer takšen Titanium biznis s popustom stane 32 500 €. Avto je dober, nikaj, ni pa še premium.